Prav lepo pozdravljeni na 11. predzadnjem webinarju, ki ga letos organizira Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Govorili bomo o tem, kako skuša Evropa blažiti socialno stisko po pandemiji. Ta bo namreč pustila dolgoročne posledice na področju zaposlovanja in poklicnega življenja vseh nas. Zaradi izrednih razmer se je po vsem Uniji povečala brezposelnost, škoda zaradi ustavitve gospodarstva pa bo povečala neenakost in pa tudi revščino. Kako torej Evropa pomaga mladim, ki so med prvimi izgubili zaposlitev, in kako Evropa spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih skupin, kot so na primer starejši? Kaj ponuja evropska shema ŠUR in kaj prinaša prihodnost na trgu dela? O vsem tem z danes povabljenimi gosti. Z nami sta evropska poslanca, gospa Romana Tomc iz Evropske ljudske stranke. Dober dan. Z nami tudi dr. Milan Brglez iz skupine Naprednega zavezništva in socialistov in demokratov. Lep pozdrav. Dober dan. Poleg poslancev bodo v razpravi sodelovali še predstavnici Ministrstva za delo, to sta gospa Mojca Peršina, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje, in pa magistrica Katja Rihar-Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Delodajalce danes zastopa gospod Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije in direktor Boxmark Leather. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Mlade in sindikate pa zastopa Teja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus in predsednica odbora za mlade znotraj Evropske konfederacije sindikatov. Dober dan. Zdravo. Tu ste še vsi, ki nas spremljate preko Zooma ali preko Facebooka. Lepo vas pozivam, da svoje vprašanja posredujete prek klepetalnice in zastavili jih bomo danes sodelujočim v razpravi. Najprej pa dajem besedo gostiteljici današnjega dogodka, to je vodja pisarne tukaj v Sloveniji, gospa Manja Toplak. Manja, lepo pozdravljena in izvoli. Hvala, Urška. Lep pozdrav vsem skupaj. No, še z moje strani nekaj uvodnih besed, preden predam besedo našim gostem, ki vas vse prav lepo pozdravljam. No, danes poteka naš predzadnji, to je 11. webinar v seriji webinarjev Evropejci proti COVID-19. Priznati moram, da takrat, marca, ko smo začeli se webinarji, se nismo še prav zavedali, kam nas bodo vse te virtualne debate pripeljale. Vedeli smo le, da moramo nujno spregovoriti o tem, kaj Evropa počne oziroma bi morala početi v boju proti pandemiji. V te razprave smo zmeraj vključili evropske poslanke in poslance, kot tudi predstavnike ministrstev, strokovnjake, akademike, nevladne organizacije in druge deležnike. Webinarji so poželi kar nekaj uspeha, o tem pričajo predvsem odzivi poslušalcev, kot tudi to, da so nas kontaktirale že mnoge organizacije, tako mladinske, znanstvene, kot tudi podjetniške, tudi ambasade, in vsi so izrazili željo, da bi v prihodnosti z nami želeli sodelovati. Tako da bomo s temi webinarji zagotovo še nadaljevali. Danes pa bomo spregovorili o tem, kako Evropa pomaga blažiti socialno stisko po pandemiji. Evropske poslanke in poslanci so na tem področju sprejeli že več odmevnih resolucij. V njih med drugim pozivajo, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo zaščitili delavce, samozaposlene, najbolj prizadeta podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, pa tudi mlade, ki so med prvimi izgubili zaposlitev med pandemijo, ter brezdomce, ki jih je vse več. Pozabiti pa ne smemo tudi na kulturne in ustvarjalne sektorje. Pri tem pa je ključnega pomena, da so tudi socialni partnerji vključeni v oblikovanje in izvajanje sprejetih ukrepov. O tem je mnogo več, bo tekla beseda na današnjem webinarju. Med nami imamo imenitne goste, ki se vam prav lepo zahvaljujem, da boste z nami delili svoje poglede, strokovnost in izkušnje. Hvala. Hvala, Manja. V danes sodelujoči razpravi sta tudi dva poslanca, kot rečeno, in oba poslanca sta člana odbora Evropskega parlamenta za socialno politiko in zaposlovanje. Gospa Tomc,
Katero so ključna vprašanja, s katerimi se ukvarjate ta hip, če se recimo osredotočimo na teme povezane z blaženjem socialne stiske po pandemiji? Je kakšno od tem, ki bi jo radi še posebej izpostavili, recimo boj proti revščini, brezposelnost mladih ali pa recimo minimalna plača? Ja, minimalna plača bo zagotovo ena izmed prednostnih nalog na področju zaposlovanja, s katero se bomo v prihodnjih letih, lahko rečem, ukvarjali. Ampak če se danes nekoliko osredotočimo bolj na vprašanje mladih, brezposelnosti mladih, potem lahko rečem, da smo tudi na tem področju izredno aktivni. Med drugim smo že sprejeli v parlamentu sredi junija tudi zakonodajno resolucijo o smernicah za zaposlovanje, kjer je velik poudarek dan predvsem mladim. Namreč vsi se zavedamo, da je brezposelnost mladih v času krize narasla, ampak ne glede na to v Evropi oziroma v Bruslju, v vseh institucijah, tako Evropski komisiji, parlamentu, svetu, se daje res že dolgo časa velika pozornost zaposlovanju mladih. Jaz sodelujem na tem področju že dolgo časa, že prejšnji mandat sem bila v tem odboru, kjer sem med drugim sem bila zadolžena tudi za en zelo pomemben dokument, ki pomaga mladim prav v finančni obliki, to je garancijska shema za mlade. In moram reči, da je ta garancijska shema ogromno denarja, ki ga je Evropa namenila za reševanje brezposelnosti mladih, imela izjemne učinke. 22 milijonov mladih je bilo deležnih teh ukrepov in v prihodnje se ta shema še razširja in se jo dopolnjuje z posodobitvijo, s prilagoditvijo poklicnega izobraževanja. Na tem je velik poudarek, ker vidimo, da je to nekako zastalo, in pa daje se nov zagon pripravništvu. To se pravi, v Bruslju se dela izjemno veliko na tem področju, sedaj pa je jasno odvisno tudi od držav članic, katere konkretne projekte, programe bodo sprejele na tem področju. Torej, mladi so v ospredju, pravite, da v nadaljevanju pa tudi minimalna plača. Predsednica Evropske komisije je napovedala, da bo ta okvir, vseevropski okvir za minimalno plačo znan v prihodnjem mesecu. Gospod Brglez, povejte nam, vi veste morebiti kaj več, kako bo izgledal ta okvir, kako bo minimalno plačo, kaj se bo dogajalo, bo vsa Evropa imela enako minimalno plačo, kar je največ skoraj da nemogoče, a ne? Kaj veste torej glede minimalne plače? Ja, najprej lepo pozdravljeni. Ja, evropski okvir za minimalno plačo ni tako preprosto določiti, ker so dejansko zelo različni pogoji v državah članicah. Ponekod ta zadeva sploh ni zakonsko urejena, drugod je zakonsko urejena, ponekod ne poznajo ustreznega sistema socialnega pogajanja. Torej tisto, kar je, ne gre zgolj za višino minimalne plače, ki se lahko določi v razmerju do medianskega dohodka, torej tiste srednjega, če vse dohodke postaviš na neki lestvici, ali pa v bistvu do povprečnega dohodka. Običajno se tukaj govori o mediani 60 oziroma 60% mediane in 50% povprečnega dohodka. Potem v bistvu so pa različni sistemi, saj pravim, nekateri to nimajo uzakonjeno, mislim, da uzakonjeno na pravi način je v 22 državah članicah in vse to je treba nekako upoštevati in hkrati z tem sistemom spodbuditi tudi socialno dogovarjanje, ki pa konec koncev mora biti tisto in mora poznati pa tudi neko minimalno osnovo. Osnovni problem je, kako to ustrezno pravno utemeljiti, glede na to, da so pristojnosti v državah članicah. In vsaj kar se določanja plač tiče, so te v državah članicah. Edina možnost je, da se govori o pogojih dela, ki pa so lahko v bistvu postavljeni znotraj istega člena, ki govori o teh zadevah. Druga možnost bi bila, ampak mislim, da ne bo izbrana, je socialna konvergenca, ki bi prispevala k temu, da je ta neenakost med članicami, da se postopoma pravzaprav zmanjšuje. In v bistvu
Če pa s tem primerjamo recimo naš sistem minimalne plače, ta naš sistem je bliže v bistvu nekemu konceptu plače, ki omogoča preživetje. Torej, v bistvu, ki omogoča, upajmo, dostojno življenje, ampak v bistvu je vezana tudi na prag revščine, kar je en dodatni kriterij, kar sam po sebi, po mojem, ne more biti slabo. Mislim, da naš sistem z tem ni bistveno ogrožen. Gre predvsem za to, da bi se poenotila ta možnost oziroma ta kriterij, da ne bi države članice med sabo tekmovale v bistvu na ramenih najslabše plačanih delavcev. Gospod Trobiš, minimalna plača, to je vprašanje, ki pri nas ves čas aktualno. Bi vam ustrezalo vam kot delodajalcu in članom v Združenju delodajalcev, da se recimo Evropa poenoti glede minimalne plače? Ja, kot je moj predhodnik, dr. Milan Brglez, povedal, je zadeva sledeča, da je zelo težko to poenotiti. Mi imamo različne države z različnimi... Halo? Ja, kar govorite, slišimo vas. Aha, slišimo, dobro. In zgodilo se bo to, vkolikor bi se poenotilo, da bi seveda konkurenčnost v posameznih državah padla. Minimalna plača v Sloveniji je vedno ena zelo topla tema, katera se konca leta razvija med socialnimi partnerji in menim, da je Slovenija tu naredila v preteklem času en veliki skok naprej. Saj Slovenci smo na samem vrhu, kaj se minimalnega dohodka tiče. Za minimalno plačo smo se uvrstili v sprednjo tretjino evropskih držav za minimalno plačo. In menim, da moramo tu biti tudi zelo pozorni glede konkurenčnosti Slovenije v bodoče. Ne smemo pozabiti, da tekmujemo z višegradskimi državami, katere v bistvu nimajo tako visoke minimalne plače in temu primerno zgubivamo tudi tukaj dolgoročno kar precej na tekmi v pridobivanju novega posla. Gospa Jarc, poleg tega, da ste predsednica sindikata Mladi Plus, ste tudi predsednica odbora za mlade znotraj Evropske konfederacije sindikatov. Povejte nam, katere so najpomembnejše teme konfederacije? Ugibam, da je izpostavljen v tem trenutku problem brezposelnosti mladih. Ja, res je. Brezposelnost mladih, vsaj pač v odboru za mlade, je zagotovo prioriteta. Vezano sedaj seveda na jamstvo za mlade, ki je torej ta v bistvu predlog Evropske komisije, kako reševati brezposelnost mladih. Seveda pa tudi sama minimalna plača. Ravno sindikati smo namenili zelo veliko časa, da smo se pogovarjali o tem, kaj pričakujemo od te pobude Evropske komisije. In sindikati imajo seveda tukaj različne prakse. Kakor je bilo že prej omenjeno, nekateri prisegajo na kolektivna pogajanja in ker imajo predvsem v skandinavskih državah zelo močne sindikate, ki so zelo uspešni pri kolektivnih pogajanjih, se te minimalne plače torej oblikujejo na ravni sektorja, ne torej na ravni države. Torej v bistvu, ko govorimo o tem, v katerih državah obstajajo minimalne plače, tudi če ne obstaja na ravni države, lahko obstaja na ravni sektorja in je ponavadi višja in so sindikati tam seveda izjemno uspešni. Po drugi strani pa vidimo, da sindikati v mnogo državah ne morajo sodelovati v socialnem dialogu, da so onemogočeni, da jih delodajalci na drugi strani ne priznavajo ali pa vlada in so zato kolektivno pogajanja ogrožanja in ravno te države si torej v večji meri želijo torej neko evropsko direktivo, ki bo torej narekovala vsem, da se zagotovi vsaj ta minimalna plača. In v bistvu, kar mi pričakujemo od te minimalne plače, je ravno to, ne da se bo zmanjšala konkurenčnost, ne bo se zmanjšala konkurenčnost, zmanjšalo se bo izkoriščanje, zmanjšala se bo neenakost. V bistvu se bo s tem zagotovili, da ne bojo delodajalci mogli svojih podjetij morda preseliti v druge države, ker je tam cena dela toliko nižja. V bistvu sindikati pričakujemo ravno od tega, da se bo s tem zmanjšal nek socialni dumping, ki sedaj obstaja. Seveda to ne more biti politika samo ene države, ker potem bi se res lahko gledali na to, kot da se konkurenčnost te države zmanjšuje. Ampak ravno zato mora biti to politika Evropske unije, ki torej postavlja pravila za celoten trg. Ne samo pravila glede minimalne plače, ampak seveda v povezavi s tem tudi davčno politiko. Če bodo seveda
države, nekatere še vedno imele bolj ugodno davčno politiko, čemur v bistvu rečemo davčne oaze, potem seveda bo prihajalo do te neke tekme. Če pa želimo torej Evropo, ki bo bolj enakopravna, ki bo zmanjševala razlike med ljudmi in med različnimi regijami, potem pa je seveda korak v smeri minimalne plače nujen. In seveda si tudi mladi od tega pričakujemo ogromno. Moramo se zavedati, da je ključno vprašanje tudi, kdo bo torej deležen te minimalne plače, koga vse bo pokril. Ali bo pokrila ta minimalna plača tudi prekarne delavke in delavce, ali tiste, ki delajo v platformni ekonomiji, ali tudi samozaposlene. In ravno mladi smo tisti, ki smo ponavadi v slabše plačanih službah, ki smo bolj izkoriščeni na trgu dela, ki imamo manj stalne in manj varne oblike zaposlitve, če sploh že zaposlitve, in da v nekaterih državah celo obstaja minimalna plača za mlade, kjer je torej določeno, da mladi dobivajo manj samo zato, ker so mladi. V teh primerih gre torej za jasno diskriminacijo samo na podlagi spola, oziroma ne na podlagi spola, to je tako ali tako že prisotno v vseh državah, ampak v bistvu na diskriminacijo na podlagi starosti. Torej, nesprejemljivo je, da nekdo za isto delo, samo zato, ker je mlajši od 30 let, dobiva manj plačila kot nekdo, ki je pač starejši. Tako da iniciative vezane na minimalno plačo na evropski ravni bi lahko torej izravnale te krivice, izravnale te neenakosti in sindikati si predvsem želimo take direktive, ki se bo oblikovala. In pa seveda, kot je bilo prej že omenjeno, jamstvo za mlade kot neka politika, ki bo sedaj naslavljala brezposelnost mladih, je seveda ključna, veliko se poudarja, tudi v Sloveniji imamo marsikatero pozitivno prakso z tega področja, po drugi strani se pa tudi moramo zavedati, da je jamstvo za mlade kratkoročna rešitev, da je v preteklosti povišala prekarnost, torej ravno te kratkoročne oblike dela, da so ravno zaradi tega mladi bili v zdajšnji krizi prvi, ki so bili odpuščeni, ki torej niso imeli dostopa do socialnega varstva, do vseh socialnih pravic. In kar si mi želimo je torej, da se postavi tudi nek kakovostni okvir. Kaj se šteje za kakovostno ponudbo znotraj jamstva za mlade? Ne moramo razdeljevati milijonov in milijard javnega denarja, če ne postavimo nekih kriterijev. Prav bomo to vprašali, kakšne so napovedi glede jamstva in predvsem kakšne so napovedi glede višine minimalne plače tudi predstavnici ministrstva. Kot je znano, se z novim letom pri nas spreminja višina minimalne plače. Slovenski delodajalci zahtevajo zamrznitev trenutnega stanja. Gospa Peršin, gospa Rihar-Bajuk, kako se glede tega odzivate na ministrstvu? Hvala lepa za besedo. Mogoče, če jaz začnem, kar se tiče minimalne plače. Ja, tudi vlada, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpira cilje te nove iniciative Evropske komisije. In sicer to, da pridemo nekako do pravičnih minimalnih plač, da pridemo do plač, ki bodo zagotavljale dostojno življenje. Jaz se pa tudi strinjamo, da so sistemi res tukaj zelo različni, imamo in da je treba spoštovati v bistvu pristojnosti tako Evropske komisije kot držav članic in pa seveda avtonomijo socialnega dialoga, ki je na tem področju zelo pomemben. In tukaj bi se tudi navezala na našo nacionalno situacijo. Tudi tukaj bomo začeli pogajanja s socialnimi partnerji, kar se tiče višine minimalne plače. Vemo, kakšen je okvir, z novim letom preidemo na nov način, v bistvu na novo formulo določanja minimalne plače, ki bo nekje v višini med 120 in 140, zakon predvideva, da v višini 120 in 140% minimalnih življenjskih stroškov. Je pa seveda stvar socialnega dialoga, da se potem dokončno določi, kakšna bo ta višina. Kriza je spremenila naš način dela, zmanjšali sta se varnost zaposlitve in zaposlitvene možnosti za mlade, ki vstopajo na trg dela. Mogoče kakšni konkretni ukrepi z področja trga dela pri mladih, kaj načrtuje Slovenija, kaj načrtuje vlada na tem področju? Hvala lepa. Kot je predhodno že gospa Tomc omenila, se veliko pozornost posveča mladim, seveda tudi v Sloveniji. Tudi gospa Jarc je omenila jamstvo za mlade, ki je v bistvu nekakšna pobuda Evropske komisije, katere cilj je, da se mladim v roku 4 mesecev po nastanku brezposelnosti ponudi ali zaposlitev, izobraževanje, usposabljanje, pripravništvo.
Tako da, kar se tiče jamstva za mlade, tukaj imamo kar dobre rezultate na ravni Slovenije. Mogoče, če povem v številkah, od leta 2014 do 2019 je bilo v to vključenih kar preko 100 000 mladih. Vezano na jamstvo za mlade so potem tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ravno ukrepe aktivne politike zaposlovanja so v bistvu ukrepi, s katerimi najhitreje lahko reagiramo na vse anomalije na trgu dela. Izredno hitro lahko prilagodimo, usmerimo v določene ciljne skupine, v ranljive skupine, med katerimi so seveda tudi mladi. Kot je bilo že omenjeno v tej spletni razpravi, so bili ravno mladi tisti, ki so v času koronne krize prvi izgubili zaposlitev. Razlog v tem je med drugim tudi v tem, da veliko mladih dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas. In če govorimo izven korona krize, je to največji razlog za prenehanje delovnega razmerja pri mladih tudi takrat, kada nismo v korona krizi. V tem primeru so bili seveda mladi tisti, katerim delodajalci v času negotovih razmer niso podaljševali potem zaposlitve. Recimo na ministrstvu bi izpostavila ukrep trajno zaposlovanje mladih. Gre za subvencioniranje zaposlitve za nedoločen čas, za mlade osebe, pri katerih delodajalec recimo dobi subvencijo 11 000 evrov, če mlade osebe zaposli za nedoločen čas. Recimo, če govorimo o trajnem zaposlovanju mladih, se je preko tega ukrepa zaposlilo 5300 mladih v zadnjih 3 letih. Tako da to je izredno lepa številka. Tudi število mladih, ki je potem ostalo v tej zaposlitvi za nedoločen čas, je preko 90%, tako to so izredno dobri rezultati. Potem je mogoče izpostavila še vzpostavljanje na delovnem mestu. Recimo, gospa Jarc je omenila, da so mladi za isto delo dobijo slabše plačano. Temu lahko pripišemo v bistvu razlog, zato je predvsem v tem, da nimajo recimo še dodatka za delovno dobo, nimajo tudi delovnih izkušenj, da bi recimo lahko zasedli bolje plačana delovna mesta. In mi potem poskušamo preko naših ukrepov tem mladim tudi nuditi nekakšno vzpostavljanje, izobraževanje, nove kompetence, da bojo lažje potem konkurirali tudi na trgu dela. Bi pa omenila še to, da upoštevamo tudi razmere na trgu dela in če opazimo recimo v času korona krize, da pri določenih ranljivih skupinah, kamor spadajo tudi recimo mladi, slabše izobražene osebe, takoj odreagiramo ali sprememo program aktivne politike zaposlovanja ali z uvajanjem novih programov, da bi te osebe čim prej spravili na trg dela. Slišali smo, da so bili mladi tisti, ki so prvi izgubili zaposlitev v času korona krize. Povečuje se tudi število prekarnih zaposlitev oziroma prekarnega dela. Posledice tega so znane, nenehno spraševanje, kaj bo potem, ko se mi pogodba izteče, nezmožnost, da mladi najamejo kredit. Gospa Tomc, najbrž se strinjate s tem, da nihče ne želi živeti v Evropi, kjer so zaposlitve negotove. Kakšni so načrti, da bi recimo omejili prekarnost na trgu dela? Ja, tudi o prekarnosti je resnično veliko govora. To ni samo težava, ki jo imamo v Sloveniji, ampak je to težava, s katero se srečujejo vse države. Ampak skupaj smo prišli pa tudi do ugotovitve, da prekarnost je pravzaprav posledica nečesa. Posledica česa pa je tudi skupno stališče, da je to posledica rigidne delovnopravne zakonodaje v vsaki državi. Če delovnopravna zakonodaja predpisuje prezahtevne, preostre pogoje za zaposlovanje in seveda tudi povzroča delodajalcu zelo visoke stroške pri tem, če se delodajalec odloči, da bo nekega zaposlenega odpustil, potem seveda ti delodajalci niti najmanj niso pripravljeni, da bi zaposlovali za nedoločen čas, pač s temi pravimi kakovostnimi pogodbami, ampak želijo izkoristiti to možnost, da so bolj fleksibilni. Zato bi jaz tudi ključ rešitve iskala v nekem soglasju, v neki sorazmernosti med tem, kaj se od delodajalcev zahteva. Mislim, da bi bilo prav, da bi tudi v tem času omilili te pogoje za ne samo finančne, zdaj gre tudi za birokracijo ob začetku nastopa dela in pa seveda za finančne posledice ob koncu. Tako da bomo mogli skleniti nek, bom rekla, kompromis, zato pa je prostor v okviru socialnega dialoga med delodajalci in predstavniki zaposlenih, med sindikati in mislim, da bi bil čas, da se en korak naprej naredi tudi na tem področju. Ker kot vem,
socialno dogovarjanje tudi stanje na področju kolektivnih pogodb v posameznih panogah kar nekako zamrlo. Tako da je zdaj tudi čas, da se te stvari obudijo. Je pa to stvar, ki jo Evropa spodbuja, vendar nima nekega, rekla take, čarobne paličice, kaj naj naredi, da bo stanje v posameznih državah drugačno. Zato, ker je to stvar vsake posamezne države in socialnih partnerjev v tisti državi in seveda vlade. Ja, pristojnosti Evropska komisija torej nima, da bi posegala v ta socialni dialog. Gospod Trobiš, povejte nam, zakaj se delodajalci izogibate pogodbam za nedoločen čas? Je res problem ta nefleksibilnost slovenskega trga dela? Ja, mislim, da se ne izogibamo za pogodbe za nedoločen čas, tega ni res. Če pogledamo, kako so v bistvu pogodbe v preteklem času narastle za nedoločen čas naprem tistimi, ko smo jih imeli pred 10 leti, smo naredili en velik skok naprej. Jaz mislim, ključno vprašanje tukaj je zaupanje med socialnimi partnerji. Socialni partnerji ne smejo gledati, bi mogli v enako smer in si več zaupati in ne samo gledati, koliko bo kdo na svoji strani potegnil več. To pomeni, če gledamo druge evropske države, kot je Nemčija, na primer, je socialni dialog na čisto drugačnem nivoju, kot je pri nas. Zaupanje je malo večje, ker industrija temu primerno pove zahteve, kaj je potrebno, in temu primerno se potem na drugačen način tudi dogovarjajo. Pri nas je zaupanje glede tega kar precej, bi rekel, obstaja ena velika nezaupnica glede tega. In menim pa tudi, da je na primer prekarnost v Nemčiji ali pa v Avstriji dosti manjša, zaradi tega, ker je tudi fleksibilnost na trgu odpuščanja in zaposlovanja daleč večja. To pomeni, pri večjem obsegu delo kratkoročno se tam poslužujejo tudi ljudje za nedoločen čas, ki jih zaposlujejo, vedo tega, da bojo lahko čez par mesecev ali pa čez leto dni iste delavce potem tudi odpustili. Gospod Brglez, na eni strani imamo torej prekarne zaposlitve, prekarne delavce, na drugi strani pa negotovost delodajalcev glede novih naročil v gospodarstvu. Lahko bi rekli, da je mogoče razumeti delodajalce, ki opozarjajo na nefleksibilen trg dela. Slišali smo tudi gospoda Trobiša, ki je opozoril na to, in da je treba se prilagajati z delovno silo. Kako najti torej to ravnovesje, kje ga bo iskala Evropa? Ja, malo usporejamo našo situacijo pravzaprav z evropsko in dejansko tisto osnovno, kar lahko vidimo, da so precej najmo tako reči, mlajše kategorije delavcev tiste, ki se bolj soočajo z prekarnimi oblikami zaposlovanja, zaradi tega, ker pač kasneje stopajo na trg delovne sile. Bom pa v bistvu tako rekel, če bom kot nek odziv, v bistvu tisto, kar imamo mi problem in zakaj se pojavlja nezaupanje, zaradi tega, ker se običajno tudi, ko se pravila sprejmejo, se jih poskuša sistematično izigravati. Celo navodila so, kako se recimo zaobiti zakon o minimalni plači. Pa to z ene strani, to očitno ne dajo sindikati. To so preprosto takšne stvari, ki se ne smejo dogajati in se v razvitih državah ne dogajajo, ker razumejo, da so pravila tista, o katerih se sicer dogovori, ampak potem se jih vsi držijo. In teh primerov tovrstnih zadev, recimo tudi glede napotenih delavcev v Sloveniji, ja, sorazmerno zelo, zelo veliko in s tem se pravzaprav soočamo z drugačnim razumevanjem tudi pravne kulture na eni strani. Druga reč, ki je pa na splošni ravni, in tle pa mislim, da bi bilo treba razmišljati tudi drugače. Ne toliko o fleksibilizaciji delovne sile, ampak v bistvu v razumevanju tega, kako omogočiti recimo v tretjem življenjskem obdobju, torej takrat, ko se ljudje že upokojijo, neke dodatne oblike zaposlovanja, ki pa so lahko fleksibilne, ravno zaradi tega, ker že imajo dohodek. Kako ga omogočiti? Ne pravim, da je to nekaj, kar bi lahko pravzaprav naredili, in če se potem izkaže potreba pri ustvarjanju novih delovnih mest, ga lahko zasedajo tudi mlajše kategorije, ko enkrat ta zadeva dejansko dozori.
ampak torej razmišljati to zadevo v celotni demografski situaciji kot takšni in s tem, s čemer se bomo pravzaprav soočali. Jaz bi bil veliko bolj srečen, če bi se lahko na ta način pogovarjali, ne pa v bistvu, da je tisti, ki trpi breme negotovosti v krizi ali pa izven krize, da so vedno to mlajše kategorije, kjer se potem zadeva ne stabilizira z vsemi pogoji, ki jih pač omogoča v bistvu stalno delovno mesto, pravzaprav prepozno, zato da bi lahko normalno si osnovali družino in vse ostalo. Kako na Ministrstvu za delo razmišljate glede fleksibilnosti na trgu dela? Se pripravljajo kakšne novosti? Kje ste, kje smo? Pa na drugi strani tudi glede socialnega dialoga me zanima. Pri nas je v tem trenutku ideja o tem, da bi ustanovili socialni sporazum oziroma da bi socialni sporazum znova zaživel. To idejo je napovedal minister za delo. Me zanima, kako daleč ste s tem. Se pravi, najprej glede fleksibilnosti in glede socialnega dialoga. Na to še prosim. Kar se tiče fleksibilnosti, morda, jaz bi vrnila se mogoče najprej korak nazaj na samo prekarnost. Zdaj, mi spremljamo res podrobne že vrsto let, kaj se dogaja na tem področju, sprejetih je bilo tudi kar nekaj ukrepov, se pravi, iz vidika povečevanja socialne varnosti, recimo pri študentskem delu, civilnih pogodbah, okrepljenim nadzorom. Imamo več projektov, tudi financiranih strani Evropske komisije, s katerimi v bistvu osveščamo, izobražujemo tako zaposlene kot delodajalce o negativnih vidikih uporabe teh bolj negotovih oblik dela. In če pogledamo statistike za zadnje 3 leta, tako podatki SURS-a kot Eurostata podatki Eurostata kažejo, da se v zadnjih 3 letih delež prekarnosti zmanjšal iz 5,1% na 3% v letu 2019, kar pomeni, da so precej slabše od nas nekatere najrazvitejše države, recimo Belgija, Finska, Švedska in še nekatere druge. Prav tako pa smo zaznali tudi trend, ki nas zelo veseli, in sicer, da se precej hitreje povečuje delež zaposlenih v delovnem razmerju, kot tistih, ki delajo v negotovih oblikah dela. Na to kaže podatki SURS-a. Seveda zgodba tukaj ni zaključena, potrebni bodo še dodatni ukrepi, spremljali bomo situacijo, predvsem v prvi vrsti tukaj pomembno tudi intenzivirati nadzor inšpektorata za delo. Kar se tiče fleksibilnosti, zdaj z reformo trga dela zadnjo v letu 2013, ki je stopila v veljavo 2013, smo kar zmanjšali, v bistvu spremenili vrednost indeksa varovanja zaposlitve. To je v bistvu edini tak mednarodno priznani indeks, ki meri nekako, kakšna je ta varnost zaposlitve. Tukaj smo zdaj zelo blizu povprečja OECD. V bistvu kaže indeks na to, da celo nekoliko bolj fleksibilni, kot je povprečje v OECD-ju. Seveda pa ministrstvo se res trudi, da čim bolj odgovarjamo tako na skrbi izzive gospodarstva kot zaposlenih, in naš cilj je, da trg dela čim bolj odziven, in res je socialni dialog je tisti, ki je ključni pri določanju, pri odločitvi glede teh rešitev nadaljnjih. V tem kontekstu tudi socialni sporazum. Zdaj namen je, da se začne z delom. Prejeli smo na ministrstvo predloge sindikatov delodajalcev. Zdaj točne časovnice, zdaj v tem trenutku ne vem zdaj, ampak vsekakor v jeseni je namen, da se začne z delom, nadaljnjim delom s socialnimi partnerji na tem področju. Če lahko še jaz dopolnim, tudi kolegico, glede same fleksibilnosti trga dela, bi se jaz navezala mogoče ravno na to polletno najbolj kritično obdobje. Verjetno ste tudi opazili v medijih, da smo šli nasproti tako delavcem kot delodajalcem z nekaterimi novimi oblikami, recimo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, pa potem čakanje delo doma, kjer so se tako upoštevale potrebe trga dela kot delavcev, in s čimer smo potem želeli tudi zmanjšati priliv v brezposelnost. Potem recimo delo na daljavo je tudi ena izmed tistih oblik, o katerih razmišljamo, se pravi, da bi se mogoče uveljavila tudi v luči novih razmer. Če pa se mogoče navežem tudi na razlog oziroma na mnenje gospoda Brgleza, ki je povedal, da je treba recimo razmišljati tudi o načinu, kako starejše potem vključiti tudi v
pridobivanje nekega dohodka, potem ko so že upokojeni. No, tukaj je bila potem recimo tudi novela Zakona o urejanju trga dela v letu 2013, s katero se je potem tudi omogočilo občasno in začasno delo upokojencev, s katerimi lahko pridobijo tudi neki nov dohodek. Ne. Tako da tega se zavedamo, razmišljamo, kako bi šli tukaj lahko naproti. Je pa treba seveda vedeti, da po drugi strani imamo po Sloveniji tudi eno izmed najnižjih stopenj delovne aktivnosti starejših, se pravi oseb, ki še niso izpolnile pogoje za starostno upokojitev, pa niso zaposlene. Ne. Tako da to je pa nek nov izziv, ki ga moramo tudi nasloviti, ne glede na korona krizo. Hvala. Hvala lepa, gospa Jarc. Slišali smo kar nekaj ukrepov, veliko fleksibilnosti na trgu dela. Bo dovolj, da bi se recimo s temi ukrepi zajezila prekarnost na trgu dela? Ja, mogoče res najprej bi se dotaknila tega, da smo slišali, da je prekarnost posledica rigidne zakonodaje. Jaz mislim, da je to oksimoron. To popolnoma ne more biti res. Prekarnost je v bistvu posledica ravno tega, da obstaja zelo fleksibilna zakonodaja, da obstaja 20 vrst oblik dela, ki jih delodajalci lahko izkoriščajo, in da v resnici je prekarnost posledica fleksibilizacije trga dela. Če bi bila zakonodaja rigidna, bi obstajala ena osnovna oblika dela in to bi bila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Tako kot jo v bistvu predvideva tudi naš zakon o delovnih razmerjih. Ampak ravno, ker temu ni tako, ker se vedno znova oblikujejo nove oblike dela, avtorska pogodba, podjemna pogodba, espezacija, popoldanski SP, pripravništvo, praksa, vajeništvo, osebno dopolnilno delo, delo pač dijakov in študentov, delo upokojencev. Vse to v bistvu kaže, kako zelo fleksibilen je trg dela in posledica tega je torej prekarnost, ker se raje, kot da bi se zaposlovalo ljudi, izkorišča vse ostale oblike dela, ki so cenejše in bolj fleksibilne za delodajalce. Tako da jaz mislim, da se mora v bistvu prekarnost nasloviti iz tega področja. Seveda se moramo odzivati na to, kaj se dogaja v svetu, kaj se dogaja na področju gospodarstva. Ampak pričakovati, da bomo delavke in delavci pripravljeni sprejemati kakršnokoli delo brez kakršnekoli varnosti ali pa dostojnosti zaposlitev, je enostavno nepravično. Gospodarstvo je tisto, ki izkorišča delovno silo. Delavke in delavci dajo svoje znanje, svoja telesa, svoje zmožnosti, zato da ustvarjajo profit, od katerega večino časa nimajo toliko kot lastniki kapitala. Delodajalci so tisti, ki torej izkoriščajo ljudi, naravne vire in okolje in svoja v bistvu sredstva, ki so si jih nagrabila ne samo na podlagi lastnih zmožnosti, seveda, in zato imajo obveznost do teh delavk in delavcev, zato imajo obveznost do narave, do okolja, do lokalnih skupnosti, da nekaj ponujajo v zameno. In ta zamena je seveda plačo in ostali elementi dostojnega dela. In to so varnost, seveda počitki, odmori, dopusti in vse ostalo. Dajmo se torej vrniti k samemu bistvu, kaj je namen dela in kakšno so v bistvu razmerja med delavci in delodajalci. In če želimo, da bi bili delodajalci bolj fleksibilni, da bi se lahko iz danes na jutri znebili svojih delavcev, ko jim te niso več všeč ali ko jih ne rabijo, potem seveda moramo na drugi strani okrepiti socialno varnost za tisti čas, ko se to zgodi. In če se želimo res pogovarjati o tem, potem se moramo pogovarjati o tem, kaj bomo torej naredili za tisti čas, ko bo ta oseba brezposelna. A bomo uvedli univerzalni temeljni dohodek? Zato, da bodo lahko delavke in delavci res sami izbirali, ali se potem sploh želijo prijaviti na tako delo ali ga iskali drugje. Ali bomo povišali nadomestila za primer brezposelnosti. Ker drugače, če ne poskrbimo za ta pasivni čas delavk in delavcev, ko bi jih vi, gospod Trobiš, odpuščali, potem seveda s tem ne poskrbimo za delovno silo. Potem so te ljudje ta čas brezposelni, brez motivacije, izgubljajo kompetence, so še vedno manj zaposljivi in se seveda tudi pač breme njihove brezposelnosti prenese na celotno družbo. Tako da jaz mislim tukaj, da se morajo delodajalci tudi zavedati svoje obveznosti. Delavke in delavci smo vedno šibkejša stranka. In kar pač seveda zahtevamo, je torej v bistvu neko dostojno delo, neko razmerje, ki bi torej ta naš slabši položaj začeli bolj izravnavati. Ker zaenkrat, če nismo tam, bi pa pač si zelo želela, da bi bili. In prekarnost je postala poslovna praksa zadnjih let.
dodaja se vedno nove oblike dela, temu smo priča ravno zaradi razvoja platformne ekonomije, ki misli, da gre za neka popolnoma nova razmerja. In nekako pač mislim, da se moramo res nazaj vrniti k bistvu tega, kako je urejen trg dela, kakšno je razmerje med delavkami in delavci in na drugi strani delodajalci. Gospa Tomc, izvolite. Ja, zelo zanimiv pogled, moram reči, se pa oglašam, ker mogoče nisem bila dobro razumljena. Jaz absolutno se strinjam s tem, da imamo zelo fleksibilen trg dela. Kar sem pa jaz mislila, da je nefleksibilno, pa je ta osnovna delovna pravna zakonodaja, to je ta osnovni naš zakon o delovnih razmerjih, ki pa je potreben temeljite prenove. In najbrž bo gospod Trobiš vedel več povedati iz strani delodajalcev, ampak jaz vendarle mislim, da če želimo se pogovarjati s ciljem doseganja nekega skupnega, boljšega položaja zaposlenih, potem moramo poleg te obveznosti, ki jo imajo delodajalci, gledati na stvari tudi tako, da pa delodajalci vendarle so tisti, ki ponujajo delovna mesta zaposlenim in ki jim dajejo priložnost, da svojim delom seveda zaslužijo tudi za svoje življenje. Na kar jaz ves čas opozarjam, pa je to, da v Sloveniji imamo res zelo podrta vsa ta razmerja med minimalno plačo, med socialnimi transferji, nadomestilom za delo, povprečno plačo. Skratka, moramo zagotoviti poleg poštenih pogojev za delo tudi pošteno plačilo za delo, seveda, vendar hkrati tudi omogočiti, da se delo izplača. Kajti velikokrat pridemo v situacijo, ko nekdo, poznam primere, reče, da pravzaprav socialnimi transferji dobi več, relativno več, in da se mu za minimalno plačo oziroma za plačo, ki jo dobi na trgu dela, sploh ne splača delati. Vse to bomo morali razmisliti, ko bomo urejali trg dela. Gospod Trobiš, mogoče kratka replika na slišano. Ja, vsekakor, lepo je slišati. Najboljše je tako, da vsi se naj odločijo, ali bodo delali ali ne. Če ne boš delal, bo poskrbela država zate. Kar pomeni, na takšen način seveda ena zdrava družba ne more funkcionirati. Minimalna plača, o kateri se pogovarjamo zdajle, ki je bila prejšnjo leto uzakonito od prejšnje vlade in je povzročala veliko zmede, kajti je nastala brez soglasja socialnih partnerov. Minimalna plača in zakon za to je bil narejen brez ekonomsko-socialnega sveta, ki smo ga dobili enkrat na mizo, in to je v bistvu dejstvo, brez dodatnega pogajanja. In to za mene seveda je tisto, ki bi se rad navezal v nezaupanju enega in drugega. In mislim, da je tu država tudi dolžna postaviti določene pogoje, pustiti socialne partnere, da se dogovorijo in na koncu v bistvu dogovorjenega uzakoni. To se prejšnjo leto za minimalno plačo ni zgodilo. Da bi pa rigoroznost bilo, da pa imamo zelo fleksibilno delovno pravno zakonodajo, tega se pa gospa Jarc ni dotaknila, tega nimamo. Mi imamo še vedno v delovne pravni zakonodaji socialistične elemente, ki so izpred 20 letih ostali kot pravico, katere se niti ne želimo pogovarjati, bodisi da je to malica, bodisi da je to prevoz na delo in tako naprej. To so oblike prihodkov, ki jih v drugih državah, večinoma drugih državah sploh ne poznajo. Tudi tukaj nismo prišli z socialnimi partnerji tako daleč, da bi se to v bistvu poenotilo. Moramo gledati, da se mora poenotiti ne samo pravica iz delovnega razmerja, ampak mora se pa poenotiti tudi dolžnost. In tukaj menim, da moramo gledati dve plati. Če gremo zdaj še korak naprej in se dotaknemo še eno skupino na trgu dela, to so starejši delavci. Gospod Brglez je na kratko jih že omenil. Gospa Tomc in gospod Brglez, projekcije Evropske komisije kažejo, da se bo v prihodnosti delež starejših od 65 pri nas povečal bistveno bolj kot v drugih državah in slovenska družba bo že čez 30 let druga najstarejša v Uniji. Zato bi lahko rekli, da bo ohranjanje
ohranjanje starejših v delovnem procesu ključno. Kako se v Evropi spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih skupin? Mogoče gospod Brglez najprej. Ja, običajno so to neki programi, ki se vsaj recimo nam konstantno v okviru evropskega semestra v bistvu zapovedujejo, da bi se bolj ukvarjali z starejšo populacijo, torej s tisto, ki je težje zaposljiva. Dejansko pa je običajno zadeva takšna, da ljudje gredo nekaj časa še na v bistvu zavod za zaposlovanje in potem v penzijo. To je klasična varianta tega, kaj se dejansko dogaja. Vsekakor je spodbujanje vseh, še zlasti pa starejše delovne sile, zato da se prekvalificira, zato da znova pridobi delovno mesto, spodbujanje tudi delodajalcev, da takšno delovno silo zaposlijo, nekaj, kar je del teh programov oziroma kar v bistvu znotraj socialnega sklada poteka. Ampak vse to naše demografske situacije dejansko ne reši. In tisto, kar sem prej rekel, nisem govoril o tem, da je treba nujno v bistvu zvišati čas dela. Govoril sem o tem, da tudi potem, ko je človek že v tretjem obdobju, torej ko je že upokojen, da ima možnost pridobivanja dohodkov. Zaradi tega, ker mu tista pokojnina omogoča neko osnovno varnost, naj bi, ne pravim, da mu, ker tudi na tem področju imamo problem dajmo tako reči, z minimalno pokojnino, ki pa je ena osnovnih kategorij socialne države, ki jo na nek način je treba financirati. Ja, to je absolutno dejstvo. Zaradi tega, če bi se to pravzaprav začelo na drugačen način vrednotiti, sedaj je v bistvu ta zadeva dejansko zamejena tudi pri tistih, ki bi lahko v bistvu še vedno bodi si prenašali svoje znanje, bodi si ga aktivno uporabili tudi na področjih, ki bi, če bi se s tem ukvarjala mlajša populacija, pomenilo prekarne oblike zaposlovanja. O tem govorim, da nekaterih od teh zadev bi lahko opravljali ljudje, ki bi seveda to želeli in v to ne bi prisiljeni. Gospa Tomc, se Evropa in Slovenija zavedata pomena demografije in številk glede demografije? Jaz mislim, da se zavedate. Počasi sta se začela zavedati. V Sloveniji seveda so številke še veliko bolj zaskrbljujoče, kot je povprečje Evrope, zato bi morali pri nas temu nameniti še toliko več pozornosti. Ampak ne nazadnje imamo vendarle prvič v zgodovini tudi komisarko za demografijo, to se pravi, Evropa je prepoznala demografske izzive kot ene ključnih izzivov. In jaz tudi večkrat rečem, poglejte, veliko napora vlagamo v čistejše okolje, v čisto podnebje, kar je seveda prav, v podnebno nevtralnost in tako. Ampak kaj nam bo pomagalo doseganje vseh teh ciljev leta 2050, recimo, ko bomo imeli pravzaprav v Evropi, sploh pa še v Sloveniji, situacijo takšno, da ne bomo zmogli obvladovati oskrbe starejšega prebivalstva, ker bo teh starejših ljudi veliko, tistih, ki bi za njih skrbeli, pa seveda premalo. In ne samo ta problem starejšega prebivalstva, ker to, da se nam podaljšuje starost, to je tudi znak boljše kakovosti življenja, ne? Ampak na drugi strani nam zmanjkuje aktivnega prebivalstva, to se pravi tistih ljudi, ki bi delali in bi svojimi vplačanimi prispevki v bistvu prispevali k temu, da imajo te starejši lahko socialno varnost. Zato jaz mislim, da je ob vseh teh prioritetah, ki jih izpostavlja Evropska unija, ki se izpostavljajo tudi v Sloveniji, v povezavi z zeleno ekonomijo, digitalizacijo, vsemi temi naprednimi tehnologijami, eno izmed ključnih področij, s katerim se tudi jaz sama največ ukvarjam, demografska
demografski izziv staranja prebivalstva. Gospod Trobiš, ste želeli kaj dodati? Videla sem roko. Ja, želel sem samo dodati, da smo imeli mogoče en dober primer ali pa dobro prakso in potem je nastal iz tega dobrega primera, ker je en slab primer. Ne. Imeli smo v bistvu enega kar precej dobrega delavca, kateri je bil 2 leti pred pogojev o upokojitvi. Mladi delavec, smo ga dali poleg, oba sta se dobro razumela, super sta delala. Ko pa bi prišlo do tega, da bi mogel starejši gospod se umakniti v pokoj in prepustiti mlajšemu, tega ni storil. Tudi pogodbeno nismo imeli nobene možnosti, kajti pogodba v Sloveniji je za nedoločen čas, kar pa pomeni tudi do smrti. V tem primeru tudi ni potrebe, da se ta človek upokoji. Razlog neupokojitve pa je bilo, da bi njegov socialni standard padel za dobrih 50% glede pokojnine, ki so kar precej nizke v Sloveniji. Tako da imamo na eni strani možnost in delodajalci se trudijo upeljevanje mladih na določena ključna delovna mesta. Po drugi strani pa imamo zakonsko bariero, katera nam ne omogoča, da se tudi ta oseba, katera si je zaslužila iti v pokoj, da se temu primerno tudi preko zakona pogodba zaključuje. Iz te prakse je prišlo do tega, da je ta mlad gospod zapustil naše podjetje in je šel v tujino in je našel eno drugo priložnost. Mi pa v bistvu smo še vedno z gospodom v poslovnem ali pa v delovnem razmerju, kar pa ni mogoče v bistvu prekiniti. Zdaj v prihodnosti se boste morali delodajalci najbrž prilagoditi delovna mesta starajoči se družbi. So delodajalci pripravljeni na ta izziv, gospod Trobiš? Kako torej prilagajate delovna mesta starejšim delavcem v vašem podjetju, na primer? Ja, mi smo že pred par letimi začeli, da v bistvu izobražujemo, kajti digitalizacija je ključnega pomena za enega obstoja v podjetju. Tega smo kar napredovali. To je seveda za nekoga, kateri nima te digitalne veščine v sebi, zelo težko. Tudi tukaj smo doživeli dobre prakse in tudi kar precej začudenja in negativne prakse, kajti od 150 do 200 oseb, ki smo želeli šolati v zvezi z računalništvom in digitalizacije, smo dobili odziv od 30, kateri so bili sploh pripravljeni iti v ta korak in se naprej izobraževati. Tako da v bistvu je to ena kar precej težka situacija v podjetjih, da imaš po eni strani motiviran kader v manjši obliki, po drugi strani pa kader, kateri tudi z 55 letom komaj čaka, da preseže mejo, da se upokoji ali pa da v bistvu v tem delovnem razmerju za isto delovno nalogo želi pač naslednjih 10 let še naprej tako delati. Predstavnici ministrstva, so iskalci dela v Sloveniji dovolj opremljeni s pravimi znanji in spretnostmi, ki jih zahtevajo te nove tehnologije? Kako se v Sloveniji v bistvu spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih skupin? Kot kaže, smo izgubili povezavo z Ministrstvom za delo. Gospa Teja Jarc, kako pa vi, mladi, recimo, gledajo na starejše zaposlene tukaj? Kako je recimo ta medgeneracijski dialog, kako poteka? Ja, absolutno si ne želimo nekega medgeneracijskega konflikta, kjer bi prihajali do neke tekme med mladimi in starejšimi za ista delovna mesta. Jaz mislim, da se morajo tudi delodajalci sami pač odločiti, oziroma tudi pač vlada na eni strani govorijo, da moramo delati vse dlje, da se v Sloveniji prekmalu upokojujemo, po drugi strani pa pač vidimo, da ravno starejši delavci so še bolj ogrožena skupina morda kot mladi, ker jih delodajalci ne želijo zaposlovati. In jaz mislim, da ravno trenutno stanje, v katerem se srečujemo mladi na trgu dela, torej ta prekarnost bo preprečevala to, da bi delali vse dlje. Posledice prekarnosti, nestabilnosti se kažejo tudi namreč na zdravju delavk in delavcev, tako na fizičnem kot duševnem. Delovna doba se ne more podaljševati morda nujno za življenjsko dobo, zato ker enostavno po vseh teh
letih prekarnosti in trdega dela in negotovosti in vpliva stresa na naše življenje, ne bomo morali delati. Morda bomo živeli, najverjetneje bomo životarili, ampak ni pa nujno, da bomo za delo sposobni. In mladi, ki vse kasneje prihajamo na trg dela, ko vse kasneje dobimo prvo redno zaposlitev, ki zaradi tega vse kasneje tudi pač postanemo vključeni v vsa socialna, pokojninska, invalidska zavarovanja. Torej, v bistvu sploh ne vemo, ali bomo dočakali pokojnine, kakšne bojo te pokojnine, vse kasneje torej začnemo prispevati k temu, vse nižje torej te prispevne stopnje in nekako moramo spremeniti pokojninski sistem, da bo res zagotavljal pravične pokojnine. Na nek način seveda super, če starejši želijo delati, tudi potem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. Ampak dajmo se res tukaj vprašati, ali gre tukaj za izbiro, ker res to želijo, ali pa zato, ker so v to pahnjeni ravno zaradi tega, ker se bo njihov dohodek tako drastično zmanjšal in ker vejo, da od svojih pokojnin ne morejo preživeti. In razlog tukaj oziroma odgovor na to ni v tem, da se vedno znova sili ljudje, da delajo praktično do groba, ampak v tem, da se zagotavlja dostojne pokojnine. Nekdo, ki je delal 40 let, nekdo, ki je vsa ta leta bil aktiven in plačeval v pokojninsko blagajno, mora imeti torej možnost, da ta zadnja leta svojega življenja preživi mirno in spočito. Ne, da mora delati zato, da bo sploh lahko preživel. Če želi delati, ker je pri močeh, ker mu je to zabavno, ker želi prispevati, super. Ampak velikokrat te ljudje nimajo izbire. In ravno to je pač problemno, da se ne zagotavlja nekega stabilnega sistema. V Sloveniji se sicer trenutno odpira debata o demografskem skladu, pri čemer pa je ponovno vprašljivo, kako natančno bo izgledal ta demografski sklad, kdo ga bo financiral, kako bo država upravljala z njim, oziroma kako bodo z njim, bolje rečeno, upravljali tisti, ki vam prispevajo, torej delavke in delavci, tako mlajši kot starejši, katerim je namenjen. In mislim, da smo, kljub temu, da je to debata, ki je že več aktivna v našem prostoru, še zelo daleč od nekega konsenza, kako ne bi vse to potekalo. Počasi zaključujemo današnji posvet, današnjo okroglo mizo. Gospa Tomc, gospod Brglez, na kratko se dotaknimo še sredstev iz Evropske unije. Kaj ponuja ta evropska shema SURE, iz katere se Slovenija obeta kar veliko sredstev? Kakšna so torej pričakovanja oziroma kaj lahko pričakuje Slovenija? Gospa Tomc. Ja, Slovenija lahko od tega sklada pričakuje res zelo veliko. To je denar, ki je namenjen ravno fokusiran za reševanje brezposelnosti zaradi te krize, zaradi korona krize. Slovenija je tukaj izposlovala milijardo 100 evrov in upam, da jo bo seveda koristno uporabila za res dobre programe. Kar je pri tem treba vedeti je, da je to denar v obliki posojila, ki pa je dan pod relativno ugodnimi pogoji. Niso se vse države prijavile za koriščenje sredstev iz sklada SURE. Recimo, jaz sem pregledala, kdo se je prijavil in kdo ne. Naša soseda Avstrija, tudi Nemčija, recimo se sploh nista prijavili kot koristnici tega sklada, ker sta se očitno odločili, da bodo brezposelnost nastalo zaradi korona krize reševali na drugačen način. Jaz mislim, da se je slovenska vlada odločila zelo dobro. Mislim, da je to denar, ki je na voljo pod ugodnimi pogoji in če ga bomo koristno uporabili, ker seveda ta možnost, da brezposelnost nastane zaradi krize, je velika in če bo uporabljen za to, da bomo ta pritisk zmanjšali, potem jaz mislim, da smo opravili odlično svojo nalogo. Tako da denar je na voljo. Programi, kot vem, na ministrstvu se že pripravljajo. Eden izmed tistih, ki že teče in ki je najbolj obsežen, je financiranje dela s skrajšanim delovnim časom, ki ga uporabljajo številna slovenska podjetja in s tem rešujejo pravzaprav to, da v Sloveniji brezposelnost ni narasla še bolj.
Hvala lepa, gospod Brglez. Kakšne so vaše pričakovanja na področju tega programa, te sheme? Kakšni ne bodo recimo konkretni ukrepi, ki bi jih lahko izpeljala Slovenijo? Poleg vsega tistega, kar je bilo že povedano in kjer nimam pravzaprav pripomb, je dejstvo, da je to pač sredstva, s katerimi lahko pomagamo prebroditi krizo, ampak ne govori zgolj za tiste, ki jim skrajšujemo delovni čas, ampak tudi za samostojne poklice oziroma tisti, ki so v tako imenovanih prekarnih oblikah dela. Problem, ki ga imamo in kako ga jaz vidim, v bistvu najverjetneje tudi z delodajalske strani mogoče še bolj učiten, je, da mi običajno te zadeve podaljšujemo iz meseca v mesec in ni jasna perspektiva, dokdaj naj bi ta zadeva pravzaprav postala. In zaradi tega je mogoče ta trenutek slika brezposelnosti precej bolj ugodna, kot bo na koncu tega, ko bo celotna zadeva izčrpana, ker tudi podjetja ne morejo načrtovati tudi čisto v bistvu tega podjetniškega oziroma pristopa. Mogoče še predstavnici ministrstva, ki sta znova z nami, kakšni so konkretni ukrepi Slovenije, ko govorimo o programu oziroma shemi ŠUR? Hvala lepa. Najprej, da se uvodoma opravičimo za tehnične težave, tako da če je bilo mogoče kakšno vprašanje v vmesnem času, z veseljem odgovorimo tudi preko naših državnih omrežij. Kar se tiče samih programov, ki smo jih prijavili v shemo ŠUR, je tudi povedala že gospa Tomc. Gre za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in pa potem subvencioniranje čakanja na delo doma. To sta dva ukrepa, ki sta oba v smeri fleksibilnosti trga dela, izredno dobro sprejeta med delodajalci. Na ministrstvu pa imamo željo, da bi se ti ukrepi podaljšali tudi v letu 2021. Tako da priglasili smo jih, morda še tretji ukrep, tudi plačilo prispevkov, smo priglasili v shemo ŠUR. Kakšno bo pa odločitev, seveda jo pa še pričakujemo, no? Imamo tudi namen, da v zakonodaji uredimo tudi vso podlago, da bomo lahko zagotovili črpanje teh sredstev in da bi pa mogoče ta ukrep potem postal tudi dolgoročen, se pravi, ne bi bil samo za obdobje korona krize, ampak tudi v nadaljevanju, ko se bomo soočili recimo s povečanim številom brezposelnosti in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, spoštovani udeleženci, hvala za sodelovanje. Vse vas, ki ste nas pa poslušali, pa vabim na prihodnji spletni seminar, ki bo 2. oktobra. Tema takratnega seminarja, okrogle mize pa dezinformacije med pandemijo v času digitalne dobe. Nasvidenje. Nasvidenje.